Na prizorišče prihajajo praporščaki Zveze borcev za vrednote NOB, častnikov, veteranov, policije in Slovenske vojske. Pospremimo njihov sprevod s spoštovanjem in hvaležnostjo. Všem lakar gor. Stoj! Priključi! Ki se je zgodil med drugo svetovno vojno, saj je takrat prvi bataljon Kozjanskega odreda prvič osvobodil Pišece. V spomin na zgodovino in vse padle borce najprej prosim delegacijo v sestavi. Tovariš Jože Zagmajster, gospod Vinko Lesinšek in gospod Jože Omrzel, da k spomeniku položi venec. Zatem pa na oder vabim predsednika Zveze Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, da v uvodu spregovori nekaj besed. Spoštovani vsi, spoštovana slavnostna govornica magistrica Urška Klakočar Zupančič, soprogo, spoštovana podžupanja občine Brežice, gospa Mojca Florjanič, spoštovana poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, magistrica Nataša Avšič Bogovič, spoštovani predsednik Revne skupnosti, člani sveta, predstavniki, predsedniki društev, spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice, predstavniki javnih zavodov, spoštovani vsi praporščaki tukaj za menoj, veteranskih organizacij in pripadniki prvega spominskega dolenjskega partizanske čete, spoštovani predstavniki Slovenske vojske s častno stražo tukaj za menoj, spoštovani vsi navzoči, naši dragi gostje, simpatizerji, ki se vsako leto vračate in obiščete to prireditev v vedno najlepših Pišecah. Pozdravljeni. Današnji dan je posvečen pogumnim dekletom in fantom, ki so si želeli svobode in konec najbolj krvave, pokvarjene, siljive vojne.
7. julija leta 1944 je prvi bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili večinoma domačini, med njimi sta bila tudi najbolj pogumna Miha Kostrevc in Ivan Petančič, po uspešni vojaški akciji za nekaj ur osvobodili Pišece izpod okupatorja oblasti. Zajete orožnike so odpeljali v vas Podgorje pri Pišecah, kjer jim je komandant Kerin pojasnil cilje NOB-ja. Preden so tuje vojake izpustili, so naredili še zamenjav oblek, kmalu zatem so jim zavezali oči in jih odpeljali v Podsredo, kjer so jih tudi izpustili. Čeprav je bila svoboda takrat kratkotrajna, je pomenilo veliko, več kot vojaški uspeh. Bila je dokaz, da duh svobodnega človeka ni mogoče zlomiti. Bila je sporočilo domačinom, da upanje živi in da se bliža čas, ko bo slovenski narod znova odločal o svoji usodi sam. Ko je leto pozneje utihnilo orožje in je v domove prišel mir, je ta dan dobil še globlji pomen. Postal je praznik zmage življenja nad nasiljem, praznik svobode nad zatiranjem in praznik ljudi, ki so se kljub velikim preizkušnjam zmogli ohraniti vero v prihodnost. Danes se s hvaležnostjo spominjamo vseh borcev narodno-osvobodilnega boja, vseh padlih, integrirancev, izgnancev in številnih domačinov, ki so v vojnih letih nosili težko breme okupacije. Njihove zgodbe niso zapisane le v zgodovinskih knjigah, živijo v spominih družin, v naših spomenikih in predvsem v zavesti, da svoboda ni bila nikoli samoumevna. Ta datum ni le del naše zgodovine, ampak simbol našega začetka, upanja in skupnega prizadevanja ljudi, ki so se po težkih vojnih letih začeli graditi prihodnost naše skupnosti. Premalo, dostikrat premalo, smo ponosni na svoje prednike, ki so imeli samo en skupen veliki cilj. In to je živeti v svoji domovini, govoriti lasten slovenski jezik, imeti svojo vojsko. Ne bom našteval naprej. Žal je veliko, preveliko slovenskega naroda moralo plačati tisto največ, svoje življenje. Tudi naš kraj ni bil izjema. Saj je kar 84 zavednih Pišečank in Pišečanov izgubilo svoje življenje, zato ker so bili med letoma 1941 in 1945 na svoji zemlji govorili in pisali slovensko, ter zato, ker so se oprli fašizmu, nacizmu in seveda domačim izdajalcem. Posebna zahvala gre našem, katerega sem tudi jaz predsednik združenju, ki že vrsto let vestno skrbi za ohranjanje zgodovinskega spomina. S polaganjem vencev, organizacijo spominskih slovesnosti, sodelovanje z mladimi, šolo in društvi, ter za ohranjanje spomenikov prenašamo sporočilo zgodovine na mlajše rodove. Naše delo ni usmerjeno le v ohranjeno preteklost, temveč ustvarjeno miru, svobode, solidarnosti, na koncu koncev tudi domoljubja. Letos, prav danes, praznujemo 60. obletnico praznovanja praznika. Sicer vmes so bile neke praznine, ampak letos je 60. obletnica. In malo je krajev v Sloveniji, ki se lahko pohvali s tako lepo in dolgo tradicijo, kot je naš kraj, kjer je doma preprostost, domačnost, kjer si sonce in trta delita hribčke, kjer tale naš potočje Gabrnica ne meji na vzhod in zahod, ampak daje vodo upanja za boljši jutri. Ker je otroški ker je otroški jok še vedno živ in smo zelo ponosni na našo šolo,
na našega jezikoslovca Maksa Pleteršnika, na koncu tudi na naše borke in borce. Drage krajanke in krajani, praznik krajevne skupnosti ni namenjen le spominu na preteklost. Je tudi praznik sedanjosti in prihodnosti. Je praznik vseh nas, ki s svojim delom, znanjem, dobro voljo in vsak dan ustvarjamo življenje v Pišecah. Naj nas zgodovina navdihuje, sedanjost povezuje in prihodnost spodbuja k novim idejam ter skupnim uspehom. Ohranjamo vrednote solidarnosti, medsebojne pomoči in spoštovanja. Se pravi, te dejanja naše skupnosti so prava moč. S tem besedam bi danes rad zaključil svoj govor. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste pomagali pri organizaciji našega skupnega krajevnega praznika, predsedniku krajevne skupnosti Pišece za sodelovanje in pomoč vsem nastopajočim govornikom, ki bodo bili še za menoj, vsem prepoščakom za menoj, pripadnikom Slovenske vojske, še posebej pa slavnostni govornici Urški. Vsem krajanom in krajanom želim lepo praznovanje praznika. Naj Pišece ostanejo prijazen kraj ljudi, bogate tradicije, pogumnih pogledov v prihodnost. In za konec, smrt fašizmu! Srečko Kosovel, svetilka ob cesti. Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sina človeka. Naj bo, kakor je, ker kakor je, vedno je on s človekim obrazom. Bodimo dober temu človeku in nepristranski, kakor svetilka, ki tiho obseva pijančev obraz in vagabundov in študentov na cesti samotni. Bodi svetilka, če ni ti mogoče biti človek, ker težko je biti človek. Človek ima samo 2 roki, pomagati pa bi moral tisočerim. Bodi zato obcestna svetilka, ki sveti 1000 veselim v obraz, ki sveti samotnemu, blodečemu. Bodi svetilka z eno lučjo, človek v magičnem kvadratu. Zeleno roko znamenje dajoč. Bodi svetilka, svetilka, svetilka. Naših prednikov so nam lahko v ponos in vzgled, vsekakor pa se jih spominjamo z velikim spoštovanjem in sočutjem gledamo na žrtve, ki so svoje življenje izgubili v takratnem boju za našo svobodo. Krajevni praznik je praznik ljudi, ki tu živimo, ustvarjamo, gradimo skupne poti in ohranjamo dragocene vezi med seboj. Je praznik naše skupnosti, praznik kraja, ki ga vsi skupaj imenujemo dom. Današnje praznovanje je tudi odlična priložnost, da se spomnimo preteklega leta in naredimo pregled našega dela, uspehov, dobrega, malo manj dobrega, obenem pa je tudi pravi čas za nove načrte in težnje. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, cenjeni gostje, predstavniki društev. Prisrčno pozdravljeni ob prazniku naše krajevne skupnosti, ki ga obeležujemo 7. julija. Spomnimo se dogodkov iz leta 1944, ko je 7. julija 1. bataljon Kozjanskega odreda začasno osvobodil Pišece, kar simbolizira pogum domačinov in upor proti nacističnemu in fašističnemu terorju, pri čemer je bilo ubitih veliko krajanov. Ta pomemben dogodek je le del bogate zgodovine našega kraja, ki se ga vsako leto s ponosom spominjamo. Ta dan je tudi priložnost, da se ozremo na prehojeno pot in se zahvalim vsem, ki prispevate k razvoju našega kraja, saj le tako lahko z zaupanjem pogledamo v prihodnost. Pišece niso le kraj na zemljevidu, so naš dom, prostor, kjer živimo, delamo, ustvarjamo in gradimo dobre medsebojne odnose. Naš kraj je bogat z naravnimi lepotami, kulturno dediščino in predvsem z ljudmi, ki svojim delom, marljivostjo, znanjem in prostovoljstvom skrbijo, da kraj ostaje živ, medsebojno povezan in prijazen.
Posebna zahvala je namenjena vsem društvom, gasilcem, športnikom, kulturnim ustvarjalcem, članom različnih organizacij in posameznikom, ki nesebično namenjate svoj dragoceni čas skupnemu dobremu. Vaša predanost dokazuje, da se moč naše krajevne skupnosti ne meri po velikosti kraja, temveč v srčnosti ljudi, ki tu živimo in delamo. V preteklem obdobju smo s skupnimi močmi uresničili številne načrte in projekte. Nekateri so že zaključeni, drugi so še pred nami. Pomembno je, da znamo sodelovati, se poslušati in iskati rešitve, ki bodo koristile vsem generacijam, od najmlajšim do najstarejših krajanov. Posebej želim nagovoriti mlade. Vi ste prihodnost Pišec. Želim si, da bi v našem kraju videli priložnost ohranjanja pripadnost domačemu okolju in svojimi idejami soustvarjali njegov razvoj. Ob krajevnem prazniku se spomnimo tudi vseh naših prednikov, ki so svojim delom in vztrajnostjo postavili temelje našega kraja. Njihova dediščina nas zavezuje, da ohranjamo vrednote spoštovanja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Drage krajanke in krajani, naj bo naš praznik predvsem praznik povezanosti, ponosa in optimizma. Skupaj lahko ohranimo tisto, kar je v Pišecah najdragocenejše, to pa je medsebojno zaupanje, pripravljenost pomagati in ljubezen do domačega kraja. V prazniku krajevne skupnosti Pišece vam iskreno čestitam. Želim vam veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in povezanost prihodnosti naše skupnosti. Hvala vsem, ki soustvarjate življenje v Pišecah. Danes je tudi priložnost, da se zahvalimo. In sicer, v letošnjem letu naša krajevna organizacija Zveza borcev za vrednote NOB Pišece praznuje 50 let uradnega delovanja, čeprav je svojim aktivnim delovanjem pričela že 20 let prej. Hvaležni smo, da skrbi za ohranjanje spomina na tiste, ki so nam priborili svobodo, katera se danes nekaterim zdi žal samoumevna. Ob tej obletnici Svet krajevne skupnosti Pišece na podlagi sklepa podeljuje priznanje krajevni organizaciji Zveze borcev za vrednote NOB Pišece za dolgoletno prizadevno delo in prispevek k ugledu in življenju krajevne skupnosti. Prosim predsednika oziroma predstavnika, da prejme priznanje. Življenja pota so različna vsakega od nas. Naj s pesmijo se našo vsaj za hip ustavi čas. Stopimo skupaj složno in zapojmo hvalnico na čast lepotam, ki krasijo nam Slovenijo. Tudi Pišece so Slovenija in tudi v Pišecah imamo marsikaj, ki je del lepot Slovenije. Naravno in kulturno dediščino, za katero še prav posebej skrbi turistično društvo, pa tudi nekateri posamezniki, ki so pretekla leta kraju pustili prav poseben pečat. Svojim prostovoljnim delom nedvomno prispevajo k ugledu in prepoznavnosti Pišec. Svet krajevne skupnosti je prepoznal, da imamo zvestega krajana, ki leta in leta skrbi za urejenost posameznih delov naše krajevne skupnosti, kot je okolica naše farne cerkve svetega Mihaela ter okolica in notranjost gradu Pišece, pa še kaj bi lahko dodali. Zato je sprejel sklep, da se mu podeli zahvala. Prejmejo gospod Ivan Radanovič. Za dolgoletno, prostovoljno in prizadevno delo v dobro krajevne skupnosti in krajanov. Iskrene čestitke.
Srečko Kosovel, sodobna mrtvila. Klavrno, klavrno, klavrno. Politika ubija, resnica ubija, misel ubija, religija ubija, vse ubija, ubija človeka. Le borba da silo, le borba za novo religijo. Za novo religijo sonca, ki sije v srcu ljudi, da so dobre njih oči, da so veseli njih koraki. Naše sanje so beli oblaki na morju avzura. Edino, kar je še lepega na svetu, je sonce. Edino, kar je še velikega, sonce, človek. Vsak uspeh v življenju je odvisen od več dejavnikov, v največji meri pa od ljudi in njihovega sodelovanja ter zavezanosti skupnim ciljem. Bogat si, če imaš dom, zibel, v katero so te položile rojenice in te v vseh časih in krajih zaznamuje in določa. Križice, gospod Mojco Florjanič. Spoštovane krajanke in krajani Pišec, spoštovani današnji gostje. Danes smo zbrani ob praznovanju kraja, ki je za mnoge med nami, ki smo danes tukaj, tako zelo poseben in velik. Poseben po zgodbah, ki jo med ljudi in tukajšnje dogajanje tkejo številni pišeški vinogradi, sadovnjaki, griči in domačije, ter velik po ljudeh, ki znajo delati, vztrajati, pomagati in stati skupaj. Pišece niso samo ime na zemljevidu naše občine. Pišece so skupnost zgodb, truda in velikega ponosa. Današnji praznik je zato več kot slovesnost. Je trenutek, ko se ustavimo. Ko pogledamo nazaj s spoštovanjem, hvaležnostjo in odgovornostjo, ter spominom na dogodek, ki ga na današnji dan še posebej obeležujemo. Na leto 1944, ko je prvi bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili večinoma domačini, prevzel nemško postojanko v Pišecah in tako začasno osvobodil ta kraj. In to ni le zgodovinski podatek, to je zgodba o ljudeh. O sinovih, bratih, očetih, sosedih in prijateljih, ki so v času nasilja, strahu in negotovosti zbrali pogum in v tistih časih nosili breme zgodovine, na katero danes tako zelo radi pozabimo. Spomin nanje in njihovo dejanje nas mora povezati. Kajti če ima zgodovina za nas, za namce, kakršnokoli jasno sporočilo, je to sledeče. Sovraštvo nikoli ne zgradi doma. In strah ne gradi skupnosti. In zaničevanje ne gradi prihodnosti. Prihodnost gradijo spoštovanje, pogovor, sodelovanje in pripravljenost, da drug drugega vidimo kot človeka, ne glede na njegovo drugačnost ali kakršnokoli pripadnost. Prav zato je toliko pomembneje, da kot občina, kot krajevna skupnost in kot ljudje ostanemo povezani. Občina Brežice je močna toliko, kolikor so močne njene krajevne skupnosti. In Pišece so ena tistih skupnosti, kjer se zelo dobro vidi, kaj pomeni pripadnost. Vidi se jo pri delu društev, pri gasilcih, kulturnikih, pri vinogradnikih, pri mladih, pri starejših, pri vseh, ki svoj čas, znanje in srce dajejo za skupno dobro. V imenu občine Brežice želim jasno povedati. Naš skupni cilj mora ostati občina, v kateri se ljudje počutijo slišane, spoštovane in vključene. Občina, v kateri znamo sodelovati tudi takrat, ko ne mislimo enako. Občina, v kateri ne iščemo najprej razlik, ampak iščemo skupne poti. In naj nas spomin na leto 1944 ne vodi v razdore,
ampak v tiho in dostojanstveno zavezo, da bomo svobodo, ki nam je bila izročena, varovali s spoštovanjem, da bomo mir varovali z dialogom in da bomo skupnost varovali z dejanji. Drage krajanke in krajani Pišec, naj bo vaš praznik dan ponosa. Ponosni ste lahko na zgodovino svojega kraja, na ljudi, ki so v najtežjih časih pokazali pogum in na vse, kar danes ustvarjate s svojim delom, vztrajnostjo in medsebojno pomočjo. Vsem krajankam in krajanom Pišec iskreno čestitamo prazniku krajevne skupnosti in naj bo spomin na preteklost dostojanstven, sedanjost povezana, prihodnost pa pogumna, mirna in dobra za vse ljudi. Srečno in srčno naprej, drage Pišece. Mikrofonu sedaj vabim še poslanko državnega zbora, magistrico Natašo Avšič-Bogovič. Drage krajanke, dragi krajani Pišec, dragi vsi izjemni gostje tukaj danes zbrani, vesela sem in hvaležna, da imam danes zopet možnost vas od tu nagovoriti, vam čestitati ob vašem krajevnem prazniku Pišečank in Pišečanov. So krajevni prazniki in je krajevni praznik Pišec. Vaša krajevna skupnost ima izjemen praznik, ki ima izjemno sporočilno vrednost. Veliko smo danes že slišali, slišali smo, kako bogato zgodovinsko tradicijo, bogato dediščino ta kraj nosi v sebi. Slišali smo, kako so se tu v teh krajih nekoč borili mladi fantje in mlada dekleta, da so izborili in priborili svobodo. Svobodo, ki ni bila nikoli samoumevna in tega se danes moramo še kako zavedati. Ne vemo, kako bo jutri. Vemo pa, da v mnogih krajih po svetu, tudi v naši bližini, svobode nimajo. Ta kraj pa nima samo zgodovinske dediščine, ima tudi bogato kulturo, ima pa predvsem srčne in izjemne posameznike, ki delujete v različnih društvih. Kulturno, turistično in še mnoga druga društva, ki delajo to vašo skupnost tukaj izjemno močno. Rada se vračam v vaš kraj, ne samo takrat, ko so volitve, z veseljem pridem na praznovanje vašega krajevnega praznika, včasih pa kar tako, tudi če gre za manjše dogodke, ker tukaj je vedno ena izjemna energija, ki to skupnost dela močno. Ob vašem krajevnem prazniku vam iskreno čestitam. Želim vam, da ostanete tako povezani, tako sodelovalni, tako solidarni
tako bogati po srcu, da so tukaj, da imajo tukaj možnost se udejstvovati tako mladi kot starejši. Starejši čutijo varnost in spoštovanje, mlajši pa imajo vse možnosti, da se tukaj bogato razvijajo. Dragi Pišečanke, Pišečani, lepo praznujte, naj bo danes to vaš večer, imejte se radi, spoštujte se, ker samo sodelovanje med nami nas je vedno naredilo močne. Srečno, Pišece, vse najboljše. Slavnostna govornica magistra Urška Klakočar Zupančič je do sedaj predvideva malo spoznala oris naše krajevne skupnosti. Zdaj pa vas vabim, da v mozaik današnjega praznovanja dodate še svoje misli in besede. Drage krajanke in spoštovani krajani Pišec, cenjeni borci in potomci borcev narodno-osvobodilnega boja, spoštovani predstavniki lokalnih oblasti in civilne družbe, dragi gostje. Praznik krajevne skupnosti Pišece ni le praznik, ki je povezan s tem krajem, temveč tudi enim izmed najpomembnejših dogodkov narodno-osvobodilnega boja na Kozjanskem. 7. julij nas vsako leto spomni na leto 1944, ko je, kot je bilo danes že večkrat rečeno, prvi bataljon Kozjanskega odreda za kratek čas osvobodil Pišece. Ta dogodek je postal simbol poguma, odločnosti in neuklonljive volje ljudi, ki so se uprli okupatorju. Da bi razumeli pomen tega dne, se moramo vrniti v čas največje morije na evropskih tleh, čas druge svetovne vojne. Po okupaciji Jugoslavije 1941, ko je bilo današnje ozemlje Republike Slovenije razkosano med 4 okupatorje, je bilo Posavje skupaj s Kozjanskim priključeno nemškemu rajhu. Oblasti so poskušale območje čim prej germanizirati. Prepovedale so uporabo slovenskega jezika v javnem življenju, številne družine so bile izgnane, mnogi so izgubili svoje domove, premoženje in tudi življenje. Osnovne človekove pravice so bile poteptane. Nadzor se je vršil nad šolami, društvi in kulturnim življenjem, vsak odpor pa je bil kaznovan z deportacijami, zaporom in celo smrtjo. Vendar se ljudje kljub temu niso vdali. Na Kozjanskem se je partizansko gibanje začelo razvijati že zgodaj in s časom je postajalo vse močnejše. Posebno vlogo je imel Kozjanski odred, ki je bil ustanovljen leta 1943
In je s svojimi bataljoni izvajal številne akcije, napade na okupatorjeve postojanke, sabotaže prometnih povezav ter, kolikor je bilo le mogoče, varoval prebivalstvo pred represalijami. Poleti leta 1944 je bilo partizansko gibanje na vzhodnem Štajerskem že dovolj okrepljeno, da je lahko izvedlo drznejše napade na okupatorja, in med temi napadi se je zgodila tudi akcija v Pišecah. 7. julija istega leta je 1. bataljon Kozjanskega odreda napadel nemško postojanko v kraju. Okupatorjeva posadka je bila prisiljena zapustiti Pišece, zaradi česar je bil kraj za kratek čas osvobojen. Čeprav je bila tuja oblast kmalu spet vzpostavljena, pa je imela osvoboditev izjemen moralni pomen. Pokazala je, da partizanske enote niso samo obrambna sila v gozdovih, ampak dobro organizirana vojska, ki je sposobna načrtovati in uspešno izvesti zahtevne vojaške operacije. Domačinom je zmaga pomenila predvsem spodbudo, saj so po letih nasilja, strahu in negotovosti vsaj za trenutek lahko občutili, da se približuje konec okupacije in da svoboda ni več le nedosegljiva ali oddaljena želja. Vloga domačinov pri omenjeni akciji je bila še posebej pomembna, saj brez njihove pomoči partizanski boj ne bi bil mogoč. Mnogi prebivalci Pišec in okoliških vasi so partizanom zagotavljali hrano, skrivališča, obveščevalne podatke in zdravniško pomoč. Veliko jih je zato plačalo visoko ceno. Nekateri so bili aretirani, poslani v koncentracijska taborišča ali ustreljeni kot talci. Njihove žrtve so bile del velikega boja za ohranitev slovenskega naroda in njegove pravice do svobode. In imena vseh teh žrtev imate napisana tukaj za mano. Slava jim. Danes, več kot 80 let po teh dogodkih, živimo v miru in v svobodi. To ni nekaj samoumevnega in upajmo, da bo tako tudi ostalo. Svoboda in z njo povezane pravice vsakega človeka niso padle z neba, ampak so bile izborjene s pogumom ljudi, ki so bili pripravljeni tvegati vse za prihodnost svojih otrok in svojega naroda. Zato je prav, da njihove žrtve ohranjamo v spominu. Ne zato, da bi odpirali stare delitve, temveč da bi razumeli vrednost miru, demokracije in medsebojnega spoštovanja. Četudi bi si želela, da ob vašem prazniku ne bi omenjala nevarnosti v obliki vzpona skrajno desnih političnih gibanj, mi je žal, da ne morem biti tiho. Težko mi je, saj tudi naša lepa domovina ni imuna na vplive tistih, ki neprestano hlastajo po oblasti in potem, ko je skrajno s prevrženimi oblikami populizma in celo angažiranja tujih paraobveščevalnih služb, ki se vpletajo v volitve suverenih držav, dobijo v roke, širijo sovraštvo, nasilje in lažne obljube, s čimer ogrožajo demokracijo, človekove pravice in človekovo dostojanstvo. Pogosto se predstavljajo kot rešitev za vse družbene težave, v resnici pa razdvajajo ljudi, iščejo krivce med manjšinami in spodkopavajo temeljne vrednote svobode, enakosti in solidarnosti. Preteklost nas uči, kam vodijo take ideje. V nasilje, v preganjanje, v vojno in lahko tudi v množično trpljenje. Zato ne smemo ostati tiho, ko se pojavijo posamezniki, ki menijo, da si lahko podredijo družbene sisteme in podsisteme, ki izključujejo pripadnike manjšin in ki nam brezobzirno jemljejo strani naših prednikov težko priborjene pravice. Naša dolžnost je, da take pojave pravočasno prepoznamo, jih odločno zavržemo, predstavnike skrajnih desnih gibanj potisnemo na rob političnega prostora in branimo družbo, v kateri imajo vsi ljudje pravico do varnosti, svobode in dostojanstva. Zgodovine se ne sme žaliti s potvarjanjem in z rehabilitacijo vojnih zločincev, okupatorjevih sodelavcev ali tistih, ki so se ob zločinih preprosto obrnili stran.
Srce me boli, ko gledam, kako se trenutna slovenska oblast raje masti za obloženo mizo domnevnega vojnega zločinca, namesto da bi priznala pravice narodu, katerega do smrti izstradani otroci so daleč najštevilčnejša žrtev genocida. Vsi vemo, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno. In vsi vemo, kaj se dogaja danes po svetu. Pa smo dopustili, da trenutni ljudje na najvišjih funkcijah v državi častijo sodelavcev okupatorja in so pripravljene kolaborirati s tistimi, ki so kršili suverenost naše države. Skrbi me, kakšen bo račun teh tujih agencij in kako ga bomo plačali. Srce me boli, ko se sedaj kot pripadnica civilne družbe borim za obstoj osnovnih človekovih pravic, da nas ne bi politika neusmiljeno, neutemeljeno in neustavno preiskovala, da ljudem ne bi odvzemali volilne pravice, ki jo imajo že 25 let, da ne bi bogati imeli vedno več in revni vedno manj, da ne bi tisti, ki so pomoči potrebni, ostali sami, da ne bi še tisto malo premoženja, s katerim upravlja država, pokupili tujci, politični vrhovi pa bi si napolnili svoje lastne žepe. Da nas ne bi dnevno zasipavali z lažnivimi sporočili in svoje politične propagande gradili na hrbtih ogoljufanih in obubožanih delavcev. Da ne bi med ljudmi širili neumnosti o tem, da zeleni prehod ni potreben, čeprav nas bodo vedno hujši naravni dogodki znova in znova opominjali, da pospešeno uničujemo edini svet, na katerem živimo. Skrbi me, kakšno razsulo bo pustila trenutna politična garnitura, koliko ljudi bo diskreditiranih zaradi tega, koliko življenj bo uničenih in koliko otroških življenj bo še ugasnilo tam daleč, skritih pred našimi očmi. Odgovornost pride slej ko prej. Včasih pride prepozno, vendar pride. Zato, spoštovane in spoštovani, se moramo vedno, odločno zoperstaviti sovraštvu, zoperstaviti lažem in graditi skupnost na vrednotah miru, svobode in varnosti, kjer ima čisto vsako človeško bitje zagotovljen prostor za dostojanstvo in vsaj za upanje. Z izbiro solidarnosti namesto strahu lahko ustvarjamo prihodnost, v kateri lahko vsi živimo pravičneje in predvsem bolj človeško. To, spoštovane, spoštovanje, je naša dolžnost, ker vemo, kaj se dogaja. Praznik krajevne skupnosti Pišece je praznik spomina in naj bo tudi praznik sedanjosti. Je praznik vseh, ki skrbite za razvoj svojega kraja, kmetov, podjetnikov, učiteljev, kulturnikov, gasilcev, športnikov, prostovoljcev, vseh, ki s svojim delom bogatite življenje v skupnosti. Naša naloga je, da dediščino poguma, solidarnosti in vključevanja prenašamo na mlajše rodove in jim pokažemo, da si je v življenju treba nenehno prizadevati za ohranitev vrednot, na katerih resnično temelji naša skupnost. Sovraštvo, nasilje, kraja skupnega premoženja, odvzemanje temeljnih pravic in nepriznavanje obstoja marginaliziranim skupinam nimajo mesta ne tukaj, v vašem kraju, ne v naši širši domovini. Naj bo spomin na 7. julij 1944 trajen opomin, da se največje zmage ne merijo le po vojaških uspehih, ampak tudi po neomajni veri ljudi v svobodo, v pravičnost in v dostojanstvo. Naj nas navdihuje, da bomo tudi mi odgovorno gradili prihodnost, v duhu sodelovanja, spoštovanja in predvsem ponosa na našo bogato zgodovino. O prazniku krajevne skupnosti Pišece vam iskreno čestitam. Naj Pišece ohranijo skupnost ljudi odprtega srca, trdih korenin
in pogumnega pogleda v prihodnost. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala slavnostni govornici. Sedaj pa prosim v nadaljevanju magistrico Natašo Avšič-Bogovič, da se mi pridruži. Predtem pa še spoštovanje s prizorišča pospremimo praporščake.